Na papežev pogreb se odpravljajo tudi slovenski verniki. Z izrednimi avtobusi bodo proti Rimu krenili v petek zvečer. Gneča bo velika, saj se bo v italijansko prestolnico zgrnilo ogromno ljudi iz vsega sveta. Izleti v Rim, ki so jih že prej organizirali za prvomajske praznike, bodo potekali bolj ali manj po načrtih, zagotavljajo v turističnih agencijah. 1. maj je sicer za Slovence eden najbolj priljubljenih potovalnih terminov. Najbolj priljubljene destinacije pa so letos Italija, Španija, Nizozemska in celinska Grčija. Veliko se jih bo odpravilo na pot v lastni režiji. Na cestah bo gneča že jutri, opozarjajo v prometno-informacijskem centru. Tanja Volmut. Prihodnji teden bo vse v znamenju konklava. Takrat bo na prvomajske izlete v Rim odpotovalo 10 avtobusov s slovenskimi potniki in hitrim vlakom. Programi v Rim bodo normalno izvedeni in deloma tudi prilagojeni. Zamenja se kakšen dan in se ogledi napravijo v drugačnem zaporedju. Takšni so ponavadi načrti. Naši klasični programi so ponavadi 4-dnevni programi, kjer se potuje oziroma roma z avtobusom. V teh 4 dneh se obiščejo vse 4 patriarhalne bazilike. Opozarjajo Gneča je že zdaj velika, zagotovo se pa bo zdaj zgrnilo še veliko več ljudi iz celega sveta. Po skoraj vsem svetu bodo potovali tudi Slovenci med prvomajskimi prazniki. Zagotovljenih imamo več kot 300 prvomajskih odhodov in 17 ekskluzivnih čarterskih poletov iz Ljubljane. Skupaj več kot 9000 potnikov za 1. maj letos potuje na lepše destinacije. Če jih naštejem nekaj res najbolj priljubljenih, so sosedna Italija, kjer prednjačijo Pulija, Sicilija, Kalabrija, Sardinija, potem je tukaj osrednja južna Španija, Nizozemska, Portugalska, potem potovalna Grčija, Atene, Solun, Meteora. To so nekajdnevna potovanja, tako kot tudi priljubljeni izleti v evropske prestolnice in večja mesta. Veliko jih potuje tudi nekoliko dlje, Kuba, Mehika, Peru, potem puščavske destinacije, Dubaj, Oman, Maroko in pa seveda Egipt. Največ odhodov jutri v soboto in nedeljo, ko bo tudi na cestah največ tistih, ki se bodo sami odpravili na počitnice. V petek pričakujemo povečan promet v smeri večjih mest, bomo rekli predvsem turističnih krajev, Bled, kakor tudi Ljubljana, Koper in naprej na meji s Hrvaško, se pravi Sečovlje, Dragonja. Tudi prihodnji teden spet gneča zastoji od srede naprej. Stari brezplačen recept, zgodaj zjutri, nekako tam do 8 ure še normalno po cestah, predvsem primorska avtocesta, ali pa po 18 uri zvečer. Promet bo dodatno ustavljala tudi nova delovna zapora na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer pa preusmerjajo promet glede na gnečo.